Kje ste kravice? Lej, so prišli k meni. Kje pa ste kravice? Biket za mnou napadel. Ja, pridne so, vidiš. Sem tle pri trajbu, zdaj sem v Čečah spet, ampak ne na onem travniku, zdaj sem na pašniku. Lej, kako so lepe kravice. Danes bo malo filozofska misel, ne. En teden je potem, kad sem posnel video o Fabijanu in tisti tarči. Zdaj pa rekel, kaj pa sedaj, kako smo pa zdaj znali naprej, Olimpijski komite, Bobinac and Company, kako naprej? Veste kako? Tako, da se uradno Bobinac odreče podpori Gabrovcu, bivšemu predsedniku Olimpijskega komiteja, predsedniku Judo zveze Slovenije, in se uradno upraviči vsem judoistkam, da se jim je to v kolesju športa, tudi v kolesju Olimpijskega komiteja, to naredilo. Ta uradna etična drža Olimpijskega komiteja je neizbežna. Več kot digniteta teh tekmovalk, judoistk, so bile spolno zlorabljene strani trenerja. Trenerja, ki je ne vem koliko, 10 olimpijskih medalj ali pa ne vem kakšnih medalj, priskrbel tako rekoč s svojimi sadističnimi pristopi. Tem medaljam pa trenerju se je treba uradno odreči, se upravičiti, ker ima digniteta, se pravi dostojanstvo športnic, ki so bile spolno zlorabljene, večji pomen kot kjerkoli olimpijska ali pa vesoljska medalja. In ta filozofski premislek mora Olimpijski komite dati od sebe, uradno. Delegacija mora vsaki posebej, športnici, in se upravičiti v imenu športa Olimpijskega komiteja. Tudi Judo zveza. Moralno prav bi bilo, da se te športnice izpostavijo z imenom in priimkom. In moralno prav je, da se Fabijana izloči iz vseh arhivov na način, kjer je s častnimi zlatimi črkami vpisano v zgodovino slovenskega športa. Ker so njegovi moralni grehi takšni, da si ne zasluži. Lula kravica, ona je pa liže. Šport si ne zasluži. Slovenija si ne zasluži, da je nek psihopat, ki je to delal svojim športnicam, zapisan z zlatimi črkami v zgodovino slovenskega športa. Ne sme. To se ne sme zgoditi. Jaz se izpostavljam zato, ker veljam za filozofa športa. Ampak tistega srčnega filozofa. Ko znam z etičnim premislekom nekaj povedati. Olimpijski komite bi se moral obrniti na mene. Jaz sem pisal Olimpijskemu komiteju, kdaj mora na področju filozofije športa urgirati. Veste kdaj? In vsem sem pisal. Takrat, ko je bil Lev Kreft nominiran, da bo nagrada Evropska za filozofijo športa se imenovala po njemu. On je nepoznavalec športa. O športu ve to, kdaj je žoga okrogla, nič drugega. Pisal sem na Olimpijski komite, ker sem bil tudi član Olimpijskega komiteja pred 20, 25 leti, 30 leti, v teh odborih, šport na lokalni ravni. Pa predavatelj sem bil tudi na Olimpijskem komiteju. Filozofijo športa. In zdaj se mene ne posluša. Delegacijo bi morali k meni poslati, pa bi mi jaz povedal, kaj mora Olimpijski komite z Bobincem na čelu narediti. Pa kje je zdaj mesto Gabrovcu? V penziji. Nikjer več ne sme biti, zdaj ni mogel že odstopiti. Ker so športnice več vredne, kot kjerkoli olimpijska medalja. Digniteta športnic. Društvo za filozofijo športa. Jernej Pisk, kje pa si zdaj? Skratka, tole sem vam skupaj s kravicami povedal, take it or leave it.